Sveti Jožef, našo nič vesla, Marija je zvezda nam sred morja. Jezus je z nami, vihar je miri. Varno nebesa se peljemo mi, varno nebesa se peljemo mi. Sveti Jožef, ti modri krmar, druži nam še našim bod gospodar. Reši nas bede moriči skrbi, sveto veselje nam srcih prižgi. Sveto veselje nam srcih prižgi. Sveti Jožef, ti Božji rednik, zadnjo uro ti bod nam pomočnik. Z Jezusom ljubo nebeško Gospod, srečno pripelji na sveto nebo. Srečno pripelji na sveto nebo. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, prav lepo pozdravljeni v naši domači oddaji Pot poti. Tokrat smo v župniji Frankolovo, to je škofija Celje. Želim vam lep in dober sprejem naše domače oddaje Pot poti in vsak trenutek bomo pozdravili tukajšnjega duhovnika Branka Cesnika. Lepo pozdravljam duhovnika Branka Cesnika, dobrodošli v naši domači oddaji Pot poti. Pozdravljeni. Pozdrav. Na začetku bi vas prosil, da našim gledalcem poveste, kako vas je Bog poklical v ta lep duhovniški poklic duhovnika, in pozneje bomo tudi predstavila tole lepo župnijo v Frankolovem in tudi podružnice cerkve. Vam predajam besedo. Tako človek obrača, Bog pa obrne, smo včasih rekli, ne? Tako je običajno pri vseh duhovnih poklicih. Malo je takšnih poklicov, da bi nekdo, ne vem, že zgodnega otroštva bil jasno usmerjen, ne. Meni je bilo tako, da sem se po gimnaziji začel poglabljati vprašanja bivanja in vere in tako nekako ponovno odkril krščansko vero. Tako sem se potem vrnil k cerkvi in kmalu tudi začutil duhovni poklic. Najprej sem hotel biti menih, potem pa sem se odločil za misionarski red klaritincev. Morda bi še kakšno besedo o tem redu dejali, ker v naši oddaji Pot poti ni bil kaj dosti predstavljen, na kratko. Ja, no, red misionarjev klaritincev je tipični misionarski red, šteje nad 4000 članov po vsem svetu, delujemo predvsem v misijonih, ampak tudi v Evropi nas je kar nekaj in v Slovenijo smo prišli leta v 70 letih prejšnjega stoletja, to se pravi dokaj pozno. Potem smo delovali na nekaj župnijah v Savinjski dolini, na to v Mariboru, zdaj še na Frankolovem. Drugač pa tudi pravim, misionarski red, ne, in ena od naših značilnosti so bili tudi ljudski misijoni, zlasti tukaj v Evropi. Sedaj vas pa bom še prosil za predstavitev župnije oziroma utrip župnije, morda podružnice cerkve, katere še imate, pa morda bi morali tudi nekaj dejati o svetem Jožefu, ki je tudi zavetnik oziroma varuh družin. Prosim. Ja, torej župnija svetega Jožefa Frankolovo je bila ustanovljena leta 1883 za časa Jožefa II. V okviru tudi teh jožefinskih reform. Eno izmed teh načel je bilo, da naj cerkev dela družbeno koristne zadeve. Župnija se je razumela kot družbeno koristna, zato se je takrat ustanovilo precej novih župnij. Samostane so pa istočasno zapirali.
Potem pa je župnija Frankolovo dejansko, kar se prebivalstva tiče, ostala približno pri enakem številu. V 200 letih se tu bistveno ni spremenilo število ljudi, tu je 1400 ljudi v tej župniji. Razprostira se tukaj v glavnem po tehle hribih, pod Konjiško goro, pod Stenico. Center je okrog cerkve, Frankolovo dejansko je nastalo s cerkvijo kot vas, ne? Prej ni bilo. In je ena takšna, bi rekel, standardna podeželska župnija, kot jih je na Slovenskem veliko, vendar to na prvi pogled, ne. Potem pa vsaka župnija je takšna kot človek, ko prideš bliže, pa vidiš, da je nekaj posebnega, nekaj edinstvenega. Zavetnik župnije je Sveti Jožef. Sveti Jožef je varuh našega odraščenika, mož Marije Device. Vedno je bil češčen kot vzor krščanskih mož, ne? In mislim, da so ga tudi s tem namenom izbrali za zavetnika te župnije. Frankolovska župnija se trudi, tako kot so danes usmeritve v cerkvi na Slovenskem, da bi bilo življenje skupin čim bolj živahno, ne. In tudi tukaj, čeprav nismo velika župnija, imamo zakonsko skupino. To je zelo lepa izkušnja. To seveda ni številčna skupina, tudi ni njene naravi, da bi bila številčna. Enkrat mesečno se poglablja ob Svetem pismu v skrivnost zakramenta Svetega zakona, v skrivnost odnosov med ljudmi, v skrivnost, če se temu tako reče, skrivnost, ne, vzgoje otrok. Potem imamo veliko teh liturgičnih sodelavcev, bralcev, pevcev, pevk, otroški zbor, odrasli zbor mešani in bralci, kot sem že dejal. Ti liturgični sodelavci so zelo pomembni, ne, da več jih je, bolj vemo, da Maša ni duhovnikovo opravilo, ki mi pasivno asistiramo, ampak je del našega življenja. Kar se pa mladinske scene tiče, pa imamo pri nas, sicer nimamo tako strukturiranih animatorjev, da bi bili kot posebna skupina, vendar ob projektih se mladi najdejo in pomagajo pri animatorskem delu. Potem pa se tukaj zbirajo skavti, ki pa niso zgolj župnijska skupina, ampak dekanijska, saj so iz 3-4 župnij, prihajajo sem na Frankolovo in delajo razne skavtske dejavnosti, tipične zlasti tiste, ko se tiče življenja v naravi in graditve skupnosti, pa tudi seveda duhovnega poglabljanja, kar je del skavtskega programa. Pomembna skupina v tem obdobju na župniji Frankolovo so ključarji tudi in gradbeni odbor, kajti župnija je zdaj v enem takem obdobju velikih obnov. Sama župnijska cerkev se ravno v teh dneh začne obnavljati. Najprej zvonik, pročelje, potem pa v naslednjih letih osrednja ladja, fasada, streha. Potem pa še v naslednjih letih pa notranjost cerkve, tako da bo tu veliko dela. In pravim, skupina ključarjev, gradbeni odbor je zelo pomembna, ker so to ljudje, ki se na to spoznajo, ki to stvari glede obnove radi delajo in s tem zelo razbremenijo tudi seveda domačega župnika. Kako vi gledate na smrt? Je po smrti življenje? In velikokrat smo kristjani oziroma tudi ljudje v zadregi oziroma da dajemo prednost materialnim dobrinam, ne pa toliko duhovnim. Ja, en pesnik misel na smrt mi pomaga živeti. To lahko vzameš kot tragično, češ, da življenje je težko, nesmiselno in da smrt nas odrešuje tega. Lahko pa vzameš to kot pozitivno,
da se smrtjo vendarle zaključi krog človekovega življenja, človek pride do svoje, bi rekel, zadnje kakovosti, podobno kot sadež, zrel sadež ne more ostati na drevesu, mora dol pasti. Tudi človek do svoje zrelosti gre nekam drugam, pade dol z drevesa tega življenja, ampak seveda, da bi obrodil novo življenje. Vera v posmrtno življenje danes velikokrat pri mnogih peša. Pojavljajo se te razne vzhodnjaške variante, reinkarnacija, ko da nekako človek skoraj lažje mu je misliti, da še bo potem enkrat živel, pa še enkrat se vrnil v neko obliko zemljskega življenja, kot pa misliti to, da pa živiš enkrat in potem pride sodba. In to življenje moraš popolnoma in resno živeti in izkoristiti. Kar se pa tiče materialnih dobrin, je pa tako, to je večni problem, vse to že Jezus opozarja v evangeliju, da se ne smemo navezovati na materialne dobrine. Danes je to sicer veliko bolj izrazito, ker pa živimo v potrošniški družbi, ampak v duhovni strukturi človeka je tako, ne glede na to, katerakoli družba je, ali moderna, ali predmoderna, ali pa antična, v duhovni strukturi človeka je, da si išče tolažbo v nečem, kar ima, kar je oprijemljivo, kar ti da neki neposredno zadovoljstvo, neki neposredni užitek. In to so pa te materialne dobrine. Zdaj, seveda, materialne dobrine so zato, da uživaš v njih gotovo, ko ješ neko dobro kosilo, ti je fajn, rabiš to in da uživaš je dobro, to je spodbuda, da sploh ješ, ampak ne more pa to postati končno vodilo življenja. Potem se človek zreducira samega sebe na eno izmed stvari, kot da je tudi on ena izmed stvari, ki konzumira druge stvari. In to je tragika današnjega časa. Potrošništvo duhovno izprazni človeka enako kot kakšna brezbožna ideologija, kot kakšen komunizem ali pa kaj podobno. Veliko naših gledalcev me velikokrat v pismih v naše domače oddaje Pot poti sprašuje, kako naj kristjanu odpusti, če nas kdo prizadene. In zato bi vas prosil, če nam na to vprašanje poskušate nekako odgovoriti. Oziroma... Ja, ko imamo neko zamero, neko jezo do nekoga drugega, je to v nas kot en trn zabit v našo notranjost, v naše meso, naše duhovno meso. In zdaj, tako je, kot je strno, če imaš trn v meso, če ga čisto primero pustiš, sicer ti gre na živce, ampak ne boli tako, kot pa takrat, ko ga poskušaš ven dobiti. Ko ga začneš ven dobivati, potem pa ga razmigaš in tisto potem boli. Tako je podobno z odpuščanjem, z zamero. Ko je v nas počasi zastruplja. To je ta stropen trn, ki nas zastruplja. Potem vidimo potrebo, da ta trn ven potegnemo, da odpustimo in takrat nas začne še bolj boleti. Ja, pa zakaj bi odpustil, pa potem, če me nekdo prevaral, če mu jaz zdaj odpustim, bo izgledalo, kot da sem slabič, da je potem on še dodatno zmagal, In to miganje tega trna povzroča neko dodatno bolečino in zato se tako bojimo, bojimo se odpuščanja, ker kaj bomo izgubili, če bomo odpustili, Zato je odpuščanje znamenje enega zrelega človeka, Se pravi, ko odpustiš, tudi kažeš eno globoko vero. Bog, jaz nisem gospodar tega življenja, ti si, in jaz zdaj to svojo zamero, to krivico, ki sem jo doživel, izročam tebi. In nočem držati v sebi tiste jeze, nočem držati v sebi tega strupa. Ti sodi mene in sodi tudi mojega nasprotnika. In potem se pa počasi začne človek utajati. Kako vi gledate na mladi rod? Opazil sem tudi iz pisem, ki sem jih dobil, da vas imajo mladi za prijatelja. Kako vam pravzaprav to do nekle uspe? Ja, zdaj, mlade moraš gledati pozitivno,
hitro lahko začnemo jamrati o mladini. Dovolj, da pogledamo statistiko prometnih nesreč, pa rečem, objesna mladina, največ nesreč povzročijo mladi fantje, ne. Povrh še pijani in tak. Dovolj, da pogledamo na cerkvene klopi, vidiš, da tistih tam od 15. do 35. leta ni. Ne. In rečeš, mladi živijo brez Boga in tak. No, če pogledaš pozitivno, en drugi zorni kot, pa te mladi razveseljujejo. Ne. Vidiš, ne vem, vendarle je to obdobje, ko se postavljajo na noge. Vendarle je to obdobje, ko končujejo šolo. To je obdobje mnogih žrtev. Če hočeš resno šolo končati, moraš biti sam resen in se žrtvovati, se truditi. In mladost ima eno moč v tem smislu, ko je mogoče potem več odrasla doba nima. Ne? Ta zagnanost in to. Teda, ko mladi začutijo, da ti občuduješ njihovo mladost, da jim je lepa, da ti je lepo to, da so mladi in da so taki, kot so, ne? Potem te tudi sprejme, potem nimaš takih nekih hudih težav, da bi pa zdaj se z mladimi ne dalo pogovarjati. Ne? Seveda, govorica mladih je pač malo drugačna kot klasična govorica, ne vem, enega klerika, ne? Ampak je ena izmed govoric. Ne? Veliko se lahko z mladimi narediš, recimo že s tem, če znaš igrati nogomet in ga rad igraš, pa jih srečuješ, pa se jim približaš in hitro postaneš eden izmed. Ne? To ni. Včasih rečemo, mladina je problem, ampak problem so tudi mi odrasli. Ne? Imamo te predsodke o mladih in to moraliziranje, nenehno žleht mladina. Sigurno, mladi imajo veliko problemov, znajo biti zelo žleht, ne? Ampak če samo pri tem ostaneš, pa če jih samo tako vidiš, potem oni res so sami to, ne? Potem več ni stika, ni kontakta z njih. Opazil sem, da tudi radi poete in tudi v naravi se vas da videti, drži to? No, pojem nisem ravno pevec, ne? Tak kitaro pa že zagrabim v roke, pa tudi kaj učim mlade kitaro igrati. V naravi pa ja, to je za mene najlepše preživljanje prostega časa, da grem v naravo. Pa ne samo prostega časa, tudi kaj delam, recimo, če se kako predavanje pripravljam ali pa kaj, grem narejši na sprehod nekam v hribe, pa si počasi pišem točke. Ne? Ampak zakaj sem še toliko v naravi? Tudi zato, ker sem se skauti veliko. Ne? Ob sobotah se skauti, potem glavne počitnice dejansko doživljam se skauti, ne? Da smo nekje zunaj, odkrivamo Slovenijo, zdaj Pohorje, zdaj Primorska, zdaj Posočje, zdaj kakšni drugi hribi. In to je tisto, kar te tudi gor drži, ne? Ta stik z naravo. Kako lahko Bog deluje danes v tem nemirnem svetu, se velikokrat veliko naših gledalcev sprašuje, oziroma tudi mi sami. Kako bi pravzaprav vi poskušali na tole odgovoriti? Ja, svet ni bistveno drugačen, kot je bil pred 1000 leti. Ne? Vedno je imel svoje vojne, svoj nemir, svoje tavanja. Mogoče je pred 1000 leti vse v evropskem prostoru, vsaj formalno, cerkev je bila bolj izpostavljena in vsaj formalno so ljudje rekli, da bolj verujejo v Boga. Ne? So pa imeli enako težave Boga razumeti, ga v svojem življenju sprejeti, se z njim pogovarjati. To je večji človeški izziv. Ne? Jaz ne bi sodobne civilizacije pa vseh teh dogajanj, ki so zdaj opisoval kot izrazito negativne ali pa kot nekaj tako hudega, kot še ni bilo. Recimo, mi pač gledamo Evropo in vidimo, da v Evropi se je vera, vsaj v smislu tradicionalne vere, obiskovanja obredov, da se je vera izgubila, ampak istočasno se pa katoliška cerkev in krščanstvo ravno v tem obdobju zelo širita. Afrika, Azija, ne, to so celine, kjer krščanstvo je v svojih prvih utripih še in od tam prihajajo čudovite pričevanja o tem, kako vera prodira v srca ljudi, spreminja njihovo življenje, spreminja, evangelizira tudi njihovo kulturo. Ne.
Je pa res, da v Evropi živimo neko posebno obdobje, kot neka strašna zamera do cerkve in do Boga, kot neka sploh občutek, da se brez Boga da živeti. In je to zanimivo, ker Združene države Amerike, ki so po standardu primerljive pač z Evropo, morda so še celo višji standard, recimo tam nevera ni prodrla. Včasih rečemo, zato ker je visok standard, je tudi ljudje več ne verjamejo v Boga. Združene države Amerike nam kažejo, da visok standard pa vera Boga ni nujno, da se izključujeta. Kaj se je zgodilo v Evropi, da je ta odklon vere tako očitno, tako močan, je eno vprašanje, katerega še moramo preučevati. Gotovo je ena izmed razlogov tudi vloga cerkve v preteklosti. Je bila vedno povezana z oblastjo. In ko je v moderni dobi človek se začel osvobajati tega strahu pred oblastjo, je začel čutiti demokratično, je obenem, ko je zavrnil nedemokratične forme skupnega življenja in mišljenja, je tudi zavrnil to religijo, ki je spadala v te nedemokratične forme. To je ena izmed razlag, ki po svoje drži seveda. Spoštovani gledalke, cenjeni gledalci, še vedno smo v oddaji Pot poti. In gospoda župnika Branka bi vprašali, so verjetno lajaki tudi potrebni v cerkvi, kajti velikokrat se boste strinjali s to mojo tezo, ali pa tudi ne, da pravzaprav po duhovnikovih rokah prihaja med nas Jezus in je tudi potrebno imeti en odnos do duhovnika, do Boga, kajti s tem smo bliže Bogu in pri tem so lahko tudi lajaki tisti, ki donekle so lahko desna roka duhovniku, da župnija še bolj zaživi. Ja, laik ni za cerkev. In prva 3 stoletja dejansko ni bilo niti klerikov v današnjem smislu. Je bilo to vseeno Božje ljudstvo, v katere so različne karizme, med njimi tudi starešine ali prezbiteri, ki so opravljali neko vodilno vlogo, vodili bogoslužja. Šele v 3. in 4. stoletju se razvije duhovništvo kot v današnjem smislu in pride tudi do neke take ločitve, zgornji in spodnji del cerkve, se pravi vodstveni posvečeni kleriški del in neposvečeni nevodstveni laiški del. Ta ločitev je nekako bila premagana na drugem Vatikanskem koncilu, ko se je spet obudila teologija Božjega ljudstva, ko smo spet začeli gledati na cerkev kot Božje ljudstvo, ki hodi, in Božje ljudstvo, v katerem Sveti Duh deli različne karizme vsem. Med njimi so tudi te sakramentalne karizme, če jim tako rečem, med katerimi tudi duhovništvo, ampak to je eno izmed, še vedno seveda nekaj posebnega, kajti duhovnik vendarle po karizmi in po sakramentu, ki ga ima in ko vodi bogoslužje, predstavlja Kristusa, je ta alter Kristus, in to se ne more zbrisati, in to tudi laiki ne morajo in niti ne smejo nadomestiti. Da bi zdaj, to je tako, kot da bi potem glavo odstranili z telesa, vsako telo rabi glavo, in tako tudi duhovništvo upravlja to vlogo. Seveda, moramo pa se počasi odvajati tega klerikalizma, se pravi, da je duhovnik za vse. Duhovnik svetličar, duhovnik graditelj, duhovnik organizator, duhovnik menedžer, animator. In če je duhovnik potem vse, kaj še ostane ostalim? Tako dostikrat ljudje rečejo, tudi duhovniki rečejo, ja, laiki, saj če jim kaj daš za delati, saj nočejo. Ja, ti se omakni. Ti se malo nazaj omakni, pa videli. In potem, ko se nazaj omakneš, ustvarjaš prazen prostor, in tisti prazen prostor potem Sveti Duh nekoga pošlje. Če pa sam zaobjameš vse, potem pa si na koncu svetličar, in vse to, polno teh drobnih nalog, ki so v cerkvi opravljaš sam. Mislim, da je prav, da še dotaknemo. Verjetno so sakramenti potrebni, saj nam donekle tudi
lajšajo oziroma nam pomagajo pri poti našega življenja oziroma na naši življenjski poti, da lažje oziroma da smo prej bližje Bogu oziroma da znamo tudi biti ljudje. Ja. Sakramenti imajo nenadomestljivo in posebno vlogo v življenju kristjana. Bog je tako hotel, da se skozi določene obrede in ob določenih priložnostih človeške duše dotakne na prav poseben način. Najbolj in da je z nami na veliko, da je njegova pričujočnost skoraj da otopljiva. In to se najbolj vidimo pri sakramentu svete Euharistije, kruh in vino, ki postaneta Jezusovo telo in kri. In ni, težko rečemo, če je kakšna točka večjega zbližanja med človekom in Bogom, kot je sveta Euharistija. Samo nebeško združenje v nebesih bo večja bližina, kot je ta. Zdaj, če zakramente opuščamo studene čiste vode. In se napajamo pač z vodo, vse, če greš k maši, pa moliš, to je tudi, ampak če ne greš v obhajilo, če ne greš k spovedi, potem, kako bi rekel, piješ vodo, ampak to ni tista čisto tam pri izviru, ko bi lahko iz izvira pil in se globoko odžejal, brez nevarnosti za kakšne stranske učinke. Kot naši gledalci lahko vidijo, da je tale vaša cerkev posvečena Svetemu Jožefu, je zelo lepa. Morda bi povedali še, verjetno še imate tudi kakšno podružnično cerkev. Imamo tukaj blizu podružnično cerkev Svete Trojice na Gojki. Ta cerkev ima čisto posebno zgodbo. V začetku 19. stoletja je cerkev Svetega Jožefa bila oropana strani francoskih vojakov. Tukaj pri graščini je bila takrat tudi ena kapela Svete Trojice, ki so jo ti vojaki popolnoma opustošili. In potem se je pojavila želja, da bi imeli neko cerkvico, ki bi bila malo stran od glavne ceste. To je glavna cesta Dunaj-Trst, tu je vedno bil promet. Ampak dobro, pri tem je ostalo. Potem pa leta 1841 se začne na Gojki pojavljati množica, ki hodi tja gor moliti. Kaj hodi moliti? Hodi se priporoča Sveti Trojici. Zakaj? Zato, ker en kmet imel neko videnje, in je videl Sveto Trojico in Devico Marijo, ki moli Sveto Trojico. In potem je drugemu dal narisati to in so tisto sliko obesili kar gor na eno drevo in ljudje so hodili pod tisto drevo moliti. So se kar začeli daleč zbirati. Pa so rekli, no pa naredimo to eno kapelo. Potem so pa začeli razmišljati, da se kapela ne bi bila dovolj, naredimo eno cerkvico. In potem so delali 50 let cerkev in 1893 so jo posvetili po 50 letih. Delali so jo ljudje, delali so jo počasi, s skromnimi sredstvi, naredili so dokaj lepo, arhitekturno zelo, tako dopadljivo cerkvico. In to, bi rekel, še se pozna danes, da so ljudje hoteli in da so ljudje naredili. Še danes ljudje imajo tako za svojo. Skrbijo za njo, radi grejo gor. Recimo, tu župnik ne rabi si beliti glave, kakšno stanje v tisti cerkvi, pa to ljudje vse sami naredijo, poštimajo in obnavljajo, tako da je res tako eno, poleg župnijske cerkve, tako srce naše župnije. To sem tudi želel zdaj na koncu povedati, da je pravzaprav odnos vernikov zelo dober, zelo mi je všeč, da imajo zelo tisti pravi odnos, ko pridejo v cerkev, pokrižajo, pokleknejo, pomolijo pred najsvetejšim in mislim, da so pri tem lahko marsikomu vzor. Ja, na Frankolovem bi rekel, pač nismo, tako kot ni dobena župnija, tudi mi nismo idealna župnija, ampak
enih oblik agresivnega ateizma tu ne srečujem, ne. Ali pa slabega odnosa do cerkve kot take. Sicer tudi ljudje, ki ne hodijo k maši, ne, niso pa take, da bi proti delali, recimo. Ne. Tudi to vidim, recimo, kako se tudi taki ljudje zavzamejo za cerkev, za njene potrebe. Ne. Tu včasih, ko bereš v časopisih napadi na cerkev, pa to pa ono, se ti zdi, da živiš na drugem planetu, pri nas tega ni. Ne. Tudi v cerkvenem občestvu vidim ljudi različnih političnih opcij, ki sedijo pri maši, tako levih kot desnih. Ne. Med samimi župijskimi sodelavci so ljudje, ki prihajajo recimo iz različnih političnih strank, ne samo iz ene, ki naj bi bila teoretično bližje krščanstvo. Ne. In vidiš, da se to sožitje različnih, da je to možno, ne? Da je to nekaj naravnega. Nenaravno je ta državljanska vojna ali ta kulturni boj v slovenskem prostoru, ki se kar naprej obnavlja in razvija. Ne? To je nenaravno. To je tisti trn, o katerem sem prej govoril, ki nas tako notro globoko v meso, da imamo in ne vemo, kako bi ga mi potegnili. Kot sem na začetku oddaje, spoštovane gledalke in gledalci, povedal, da smo v škofiji Celje, v župniji Frankolovo in na kraju bi gospoda župnika morda, da naše gledalce povabi, ali k sveti maši, ali od katero v podružničnih cerkev, katera so tudi vredne ogleda in ker nas gledajo po celotni Sloveniji, pa tudi preko svetovnega spleta, je morda tudi prav, da povemo, kako priti do vas. Ja, Frankolovo leži ob glavni cesti Dunaj-Trst, ki še stari ljudje danes rečejo cesarska cesta. Ta spomin na Avstro-Ogrsko še kar nekako traje. Severno od Celja, enih 15 kilometrov. Z avtoceste si tukaj v 10 minutah, če greš pri Celju ven, enako, mogoče malo več greš pri Konicah ven, pa po stari cesti do Celja. Tukaj lahko ostaneš en dan, nič hudega se ti ne zgodi, veliko lepega lahko doživiš, so zelo lepe sprehajalne poti, ne prezahtevne, ravno tako za družino primerne, tu po teh naših hribih se da priti nad 1000 metrov, ne. To je Stenice, tu je Koniška gora, tu je Špičasti vrh. Ljudje so prijazni, pri kakej hiši se da tudi kaj ustaviti, si natočiti dobrega vinčka in skratka, lepo je tu, ne. Za konec pa bi rekel to, kar je rekel Janez Pavel II. Na začetku svojega pontifikata. Ne bojte se Kristusa, ne. Jezus Kristus ni ropar, ni tat vaše duše, ni tisti, ki bi jemal svobodo, je tisti, ki jo daje. Čeprav na prvi pogled pa ob današnjem svetu se nam zdi, če bom pa veren, pa več ne smo tega, pa onega, ne, se gleda tako z nekim strahom proti Jezusu Kristusu, ne. Ampak povem vam, Jezus Kristus je svoboda in to svobodo daje vsakemu, ki se mu približa. Spoznali smo duhovnika Branka Cesnika, ki nam je predstavil tole lepo župnijo na Frankolovu. Zahvaljujemo se mu za sodelovanje in vam tudi vašim župljanom želimo takšno lepo blagoslovljeno pot. Hvala lepa. Dragi prijatelji, hvala za pozornost in vse dobro vam želim na vaših življenjskih poteh in nasvidenje do prihodnje domače oddaje Pot poti. Nasvidenje.
Jezus oprosti mi, ker sem pomagal, ko so te križali. Jezus oprosti mi, ker sem te žalil in sem bičal te. Jezus oprosti mi, saj nisem videl, da ti ljubiš me. Zdaj Gospod se vrača k tebi, sprejmi svoje me srce. Zdaj Gospod želim si tebi, moj Bog ljubim te. Jezus oprosti mi, ker sem vina žolčem dajal ti. Jezus oprosti mi, ker smo za tvojo suknjo žrebali. Jezus oprosti mi, ker sem odhajal, ko si jokal se. Jezus oprosti mi, vem, da na križu za me jokaš še. Zdaj Gospod se vrača k tebi, sprejmi svoje me srce. Zdaj Gospod želim si te.